Franček je lepo skrbel za svojo zlato ribico, za kolo in vse svoje igrače. Ali je pripravljen, da skrbi tudi za stvari, ki niso njegove? Še ena knjiga, ki jo lahko podarimo knjižnici. Še ena? Če boš našla še kakšno, bom moral poiskati večjo škatlo. Ne zaprije še. Tudi jaz imam knjigo, ki bi jo rad podaril knjižnici. Čoln Žaga Mlaka. Ko si bil majhen, sem ti jo prebrala najmanj 1000-krat. Ne morem verjeti, kako dobro je ohranjena. Zelo odgovorno skrbi za svoje stvari, Franček. To je res. Videla sem, kako si očistil kolo, kot novo je. Greš z mano v knjižnico, Franček? Dovolj si star, da si lahko kaj sposodiš. In dovolj odgovoren. O, fant, to moram povedati medvedu. On bi tudi lahko šel. Mogoče mu bodo starši dovolili, da se včlani. No, fanta, tukaj smo. Wow, velika je. Ja, res je. Franček, mi odpreš vrata? Ja, oči. To sta Franček in medved. Vaju pa še nisem videla v knjižnici. Prvič sva tukaj. Si boste sposodili knjigo, gospa Gos? Gospa Gos dela tukaj. Ona je knjižničarka. Tako je. Če iščeta znanje, vama ga pomagam najti. Tukaj imamo na 1000 knjig. Na 1000? In jaz jih imam še nekaj za vašo zbirko. Zelo velikodušno od vas, hvala. Poglejmo, kam naj jih damo. Hej, medved, tam je gospod Krt. Dan, gospod Krt, kaj pa delate? Franček, medved, me veseli, da vaju vidim v knjižnici. Ta pesem me je spomnila na mlada leta. Joj, nisem vedel, da lahko v knjižnici poslušaš glasbo. O ja, in tudi knjige lahko poslušaš. Izbral sem si napeto kriminalko, komaj čakam, da jo slišim. Prima. Hej, tamle je vajna prijateljica. Živjo, Bobrovka, kaj pa delaš? Barvam plakat za gospod Gos, za sobotno lutkovno predstavo. Tukaj so predstave? Ja, predstave, branje poezije, dnevi s pisatelji, vse za otroke. Kako super kraj, komaj čakam, da se včlanim. Jaz tudi. Poiščiva gospod Gos. Našli jih boste pri enciklopedijah, gospod Rakun. No, kje sem ostala? No, iskali ste prostor, kamor bi lahko odložil te knjige. Fanta, si boste zdaj izbrala knjigo? Ja, ampak toliko jih je, da ne vem, kje naj iščem. Zato pa imamo računalniški katalog za mano. Ampak, gospa Gos, knjige so postale malce težke. Dobro, Franček, povej, katera snov te zanima. Joj, saj ne vem, čolni? Dobro. Vse te knjige o čolnih imamo. Vse te? Glej, ena je tudi na otroškem oddelku. Pojdimo jo poiskat. Pridi, oči, na otroški oddelek gremo. Tukaj je. Hvala. Glej, oči, o čolnih piše. Tu je ena o avionih. Ja, krasno, fanta. Gospa Gos, o teh knjigah. Če si jih lahko sposodita, seveda. Nazaj k pultu za izposojam. In zdaj smo prišli do razloga, zakaj sta danes tukaj. Fanta, dobila bosta svoj lastni izkaznici. Fant. Glej, na njej je napisano moje ime in vse. Izkaznica je pomemben del našega izposojevalnega sistema. Na njej je posebna koda, s katero naš računalnik sledi, kdo si je knjigo izposodil in kdaj jo mora vrniti. Ne bi vas rad motil, ampak... O moj bog, gospod Želva, to je pa težko. Tukaj jih odložite. Zapomnite si, knjige v knjižnici so last vseh, zato dobro pazite na nje, delajte z njimi, kot bi bile vajne.
Brez skrbi, zelo bova pazila na nje, kaj ne, Franček? Prav gotovo. Si boš tudi ti sposodil knjigo, oči? Samo, če mi jo boš ti nesel domov. Glej, Franček, tukaj je slika aviona s 3 krili. In tu je prima jadrnica. Hej, fanta, z zajcem in gosko se gremo lovit, se gresta vidva tudi? Ja, prav. Predvsem močno dežuje, kaj ne? Ja, komaj sem uspel priti do doma. Prepričana sem, da bo kmalu nehalo. Medtem ko čakaš, lahko bereš sposojeno knjigo. Mislim, da je zdaj suha, Franček. Uničil sem jo, kaj ne? No, veš kaj, Franček, lahko bi bilo slabše. Vsaj nisi izrezoval slik ali risal vanjo. Samo malo zvita je. Mogoče jo lahko zravnava. Je knjiga že kaj bolj ravna? Več teže potrebujeva. O ne, strani so se zlepile skupaj. Sploh ne vem, kaj naj naredim, medved. Povej očku in mami. Ne morem, medved. Vedno govorita, kako sem odgovoren. Brez skrbi, Franček, tega ne bosta več rekla. Medved, to težavo moram rešiti brez njiju. S to knjigo je ne boš rešil. Mogoče pa jo bom s katero drugo. Preprosto, medved. Uničil sem njihovo knjigo, zato jim bom dal svojo. Tako, zdaj smo si bot. To je pošteno. Seveda, moja knjiga je še lepša od sposojene. Franček, tole je prišlo po pošti. Kaj pa je? Iz knjižnice. Poslali so opomin. A nisi rekel, da si knjigo vrnil v knjižnico? No, saj sem, tako nekako. Pa to je bilo pred 2 tednoma. Živjo, gospa Gos. Vstopite. Gospa Gos, prišla je iskat tvojo izkaznico. Medved, kaj naj naredim? Kaj naj naredim? Izginiti morava. Danes niste v knjižnici? Pravzaprav sem tukaj po uradnih opravkih. Je Franček doma? O, Franček, zakaj se pa plaziš po tleh? Franček, me veseli, da sem te ujela. Nesreča je bila, pozabil sem, to je vse. Nisem kriv, da je deževalo. Prosim, ne vzemite mi izkaznice. Da bi ti vzela izkaznico? Prositi sem te hotela, če bi narisal plakat za našo čajanko. Franček, bi nam rad nekaj povedal? Bi, ja. Žal mi je, res mi je žal. Razumem, sin. Ampak ne razumem, zakaj se nisi obrnil na naju, ko si bil v težavah. Tako je, Franček. Lahko bi ti pomagala. Ampak potem bi mislila, da nisem več odgovoren. Franček, vsi delamo napake. Ko ugotoviš, da je sam ne moreš popraviti, prosi naju za pomoč. To je tudi odgovorno. Ja, bolj te bova cenila. Ne manj. Vaju lahko zdaj, prosim? Seveda lahko. Te knjige ne bomo mogli popraviti, ampak prepričan sem, da bomo skupaj rešili težavo. Gospa Gos, nekaj imam za vas. To je za knjižnico. Kupil sem jo v knjigarni za svoj denar. No, nekaj za svoj in malo za očkov denar. Haha, rad sem ti pomagal. Hvala, Franček. Lahko obdržim svojo izkaznico? Izkaznice so samo za odgovorne člane. In ti si dokazal, da si prav tak. Hurra!
ha, ha, ha.